Danes spoznavamo knjigo Kaj sploh to je. V njej je razloženih 25 pojmov, ki se nam na prvo žogo zdijo razumljivi, vsakdanji, ko pa se vanje poglobimo, ugotovimo, da jih je težje razložiti, kot se nam zdi. S temi pojmi se igra doktorica Tina Bilban. Knjigo bereva z Gajo. Gaja, a ti veš, kaj sploh je to? Ja, kaj sploh je to, je v bistvu naslov zelo zabavne knjige, ki sem jo prebrala. Otrokom razloži različne pojme, ki jih še niso vedeli ali pa ki so jih delno vedeli. Pri kateri od tem ali pa zgodb pa si se največ naučila? Kaj si prej najmanj poznala? V bistvu več stvari je. Prej je v bistvu odločitev ali pa tudi misel je bila zabavna. No, pri teh dveh sem se največ naučila. Česa pa? Pri odločitvi sem že povedala, pri misli pa to, ker misliš s svojimi možgani, ne smejo ti drugi oporekati, kaj moraš govoriti. Zelo dobro. Avtorica knjige, doktorica Tina Bilban, je poskrbela, da so vse te razlage tako zanimive, čeprav vem, da je zelo težko zapleteno stvar predstaviti na enostaven in domiseln način. Kako ti je to uspelo, Tina? Zelo pomembno se mi je zdaj pokazati, da lahko posamezno besedo razumemo na različne načine, včasih zelo različne načine. Da je pomembno, kdo uporablja na primer besedo otrok in smisel, kdaj, kje in s kakšnim namenom je uporablja. Ko sem se pogovarjala z bralci knjige 50 abstraktnih izumov, se je pokazalo, da so ponavadi prav zgodbe tiste, ki jim najbolj približajo posamezen pojem, pa tudi njegovo razlago. Zato so v knjigi Kaj sploh je to, vsako poglavje začenja svojo zgodbo. Potem so pa tukaj še ilustracije in stripi Ivana Mitrevskega. Po mojem mnenju tudi ilustracija vedno prinaša en svoj pogled na razlago. Ja, se strinjam, hvala. Gaja, katera ilustracija Ivana Mitrevskega je bila tebi najljubša? Meni je bila najljubša tale. V bistvu povedala je veliko, pa tudi vprašanje imela. Naprimer, v Južni Ameriki rodil se je slonček. Mama kupila mu je velik, potem je bila črta in si mogel dopolniti. Jaz sem dopolnila kar z balončkom. Super. Poleg ilustracij pa je v tej knjigi res dobro, da pri vsakem poglavju lahko najdemo še dodatna priporočila knjig in filmov in se tako naše raziskovanje lahko šele začne. Saj, kot je rekla avtorica in kot so govorili že naši dedi, znanje je moč. Vprašanje je naslednje. Posamezen pojem lahko razumemo zelo različno. Poleg tega, kdaj in kje je neka beseda izrečena, je prav tako pomembno: a. Kdo je govornik v pogovoru? B. Kdo je poslušalec v pogovoru? C. Kako kompleksno je pojem predstavljen? Ali D. Kako je pojem povezan z drugimi? Imate 15 sekund. Kdo, kdaj, kje? A je to rekla? Ja, mogoče A. Ali D? Po mojem C ali D. Obe ekipi sta izbrali odgovor A. Slišali smo, da je za razumevanje pojmov pomembno, kdo uporablja besedo, kdaj, kje in s kakšnim namenom. Tako je A prava rešitev. 5 točk za obe ekipi.